Backstage. 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 Hej, dobrodošli v Backstageu, oddaji, kjer odklepamo zgodbe mladih, ki živijo, ustvarjajo in spreminjajo Idrijo, pa jih kljub vsemu še niste imeli priložnosti res spoznati. Našo današnjo gostjo je težko ujeti v en opis. Je umetnica, športnica, vodnica terapevtskega psa, predvsem pa dekle z ogromnim občutkom za druge. Redko govori o sebi, a za sabo pušča barve, toplino in ogromno dobrih sledi. Danes odpiramo njen backstage. Lana Mohorič in Mara, pozdravljeni v naši oddaji. Pozdravljeni. Torej, na Maro se bo vrnili malo kasneje, najprej pa malo o tebi, Lana. Začniva kar na začetku. Idrija je tvoj domač teren. Kako se spominjaš svojega otroštva tukaj? Kakšna je bila mala Lana? Mala Lana je bila zelo radovedna, imela je ogromno interesov, ki jih imam še zdaj. Lana je bilo povsod polhna, pa pogosto se je prepirala s svojim starejšim bratom. Okay. No, zdaj pa ti študiraš v Ljubljani, a se rada vračaš domov? Ja, res se zelo rada vračam domov. Imaš kak ritual, ko prideš domov, mogoče kakšno navado, takoj, ko prideš nazaj v Idrijo? Ko pridem nazaj v Idrijo, največkrat skuham kosilo, pol pa najprej Maro pa crklam pa peljem na sprehod, da se spet podružva. Okay. Torej, z nama je tudi Mara, a bi nam lahko povedala kaj več o njej? Ja, Mara je psička mešanka, stara je 3 leta. Terapevtski par z licenco so postali v februarja, na tej poti so pa zdaj že 2 leti. Mara je zelo navihana, polna energije, zelo rada tudi kaj na glas povi in velikrat se tako butne ob tla. Kdaj je pa Mara prišla v tvoje življenje? Mara je prišla v moje življenje pred približno 3 leti, ki je pri sosedu nastala. Kako pa izgleda delo terapevtskega psa? Jaz si zdaj ne znam predstavljati, torej, a bi mogoče opisala najprej, kako sta sploh postali terapevtski par, pa še mogoče kako izgleda vajin zdaj vsak dan, oziroma takrat, kadar izvajate terapevtsko delo skupaj? Ja, najprej so šli na testiranje, midve so tudi opravljali pri Zavodu 5, kjer so tudi zdaj terapevtski par. Na testiranju so ocenili, da so primerni za to delo in so potem šli na izobraževanje. Po izobraževanju je pa sledilo še 25 ur pripravništva in pa praktični izpit, kjer so v bistvu izpeljali eno terapevtsko uro. Z Maro hodijo v zelo različne ustanove. Nekako, če sama oblikujem uro, v bistvu oblikujem neko dejavnost, kjer je Mara vključena, naprimer v domovih za starejše so vključene kakšne naloge za spomin, za njihovo koordinacijo, pa da tudi sam govorimo, da se počutijo ljudi malo bolj domače, da imajo nek stik z drugimi, ki niso naprimer v domu za ostarele. Hodijo pa tudi v osnovno šolo v Cerknem, kjer pa pomagajo otrokom v bistvu brati ob pomoči učiteljice, je Mara nekako njihova motivacija. A imate mogoče kakšen trik, ki ga lahko zdaj tukaj izvedeta? Karkoli? Ja, lahko kaj izvedeva. Zdaj jaz sem če bo Mara pripravljena sodelovati. Z veseljem. Moram samo na mikrofon pasti. Pridi. Okay. Tačka. Prosi. Veridna. Prostor. Se noče umiriti. Prostor. Pa spat. Pridna. Je tudi ona malo živčna pred kamero. Tako je, ja. Kako bi pa opisala energijo Mare? Kakšna je? Kakšna je, kot pa se uživa pri delu z ljudmi, najbrž, ja, no?
Ja, zelo rada ima ljudi, zmeraj je zelo navdušena, kam greva. Seveda se mora najprej navaditi tudi na prostor, spoznati ljudi, da se potem lahko z njimi res umiri in dela. Največkrat na začetku malo glasno pozdrav, pa želi vse na hitro spoznati, ne pusti meni do besede. Ampak sva se že navadili, kako to poteka in speljejo brez težav. S katero skupino pa najrajši delate? Najrajši delava z otroki. Zakaj pa? Se mi zdi, da imajo otroci malo več energije, podobno kot Mara, so bolj na njenemu nivoju energetskem in potem se tudi ona lažje poveže z njimi. Kaj ti pa odnos z Maro pomeni osebno? Zdaj jaz imam tudi psa in mi ful pomeni in zelo sem navezana na svojo psičko. Kaj je pa z vama, glede na to, da še delo opravljata skupaj oziroma prostovoljno delo? No? Ja, sva zelo povezani. Mislim, da že od majhnega sem se tudi jaz v družini najbolj z njo ukvarjala. Sva tudi hodili v pasjo šolo in tako naprej, tako da mislim, da imamo kar močno vez. Kar se tudi vidi, ko greva kam na obisk, ker se me malo bolj drži, ker mene pozna in pač mi zaupa, da bom prav naredila. A se ti pa zdi, da sta drugo tudi spremenili? Ja, lahko bi rekla. Mislim, Mara tako ali tako ne bi bila tak kuža, kot je, če je ne bi imela jaz. Je pa tudi ona name še kar vplivala, no. Definitivno ne bi imela toliko stika z otroki pa z drugimi ljudmi, če ne bi z njo opravljala tega dela. Poleg terapevtskega dela veliko časa posvetiš tudi umetnosti. Kaj delaš na tem področju? Ja, zelo rada rišem že od malih nog. Trenutno sem pa tudi na pedagoški fakulteti na smeri likovna pedagogika, tako da tam v bistvu razvijam vsa likovna področja in upam, da bom enega dni tudi poučevala likovno umetnost. No. Katera tehnika je pa tvoja najljubša? Najrajši rišem s svinčnikom, sicer se je pa to zdaj v času fakultete malo spremenilo, ker nimam veliko več časa za svinčnik in moram uporabljati vse drugo, tako da mi je fino tudi malo eksperimentirati. Kdaj si pa dojela, da je umetnost tvoja stvar? Kdaj si ugotovila, da je to res neko področje, ki te zelo zanima? Mislim, da je bilo tam pri kakšnih 10 letih, takrat sem res začela bolj risati, zelo bolj me je začelo zanimati, kako neko stvar narisati realistično in sem se tudi bolj začela s tem ukvarjati. Poslikala si že stopnišča, imela si že svoje razstave. Kateri projekt je bil tvoj najljubši? Težko izberem najljubšega izmed vseh. Mogoče zdaj ti zadnji projekti, ki sem oblikovala nalepke za mladinski center. Ali pa tudi kakšne take čist priložnostne, ko narišem nekomu za rojstni dan, kakšen portret ali pa karikaturo in mislim, da je tam največ vreden odziv. Torej, če sem prav razumela, ko smo govorili, si najprej šla na sprejemce na arhitekturo, ki si jih tudi naredila. Potem pa nisi šla študirati arhitekture. Zakaj? Ja, v bistvu sem preizkusila arhitekturo, sem študirala približno 2 meseca, ampak sem ugotovila, da je to malo prenaporno zame in zato, ker imam preveč drugih interesov. In sem se pač odločila, da zberem neko drugo pot. Sem še kar nekaj časa razmišljala pred novim vpisom, ampak mislim, da sem našla zdaj tudi ta pravo pot. Pri likovni pedagogiki te je pa najbolj pritegnilo kaj? Mogoče, ker vključuje več dela z ljudmi ali pa z otroci, no? Predvsem me je pritegnilo to, da je zelo veliko različnih umetniških smeri, se pravi, se ukvarjamo od kiparstva, grafike, slikarstva, risanja in tudi kakšne moderne umetnosti, da se nisem zapičila v eno specifično stvar, kot bi bilo, če bi šla na akademijo. Me je pa tudi v bistvu v tistih zadnjih mesecih začelo veliko bolj veseliti delo z otroki, z mladimi, tako da sem se potem še v bistvu zaradi tega tudi odločila. A sta pa z Maro kdaj naredili kakšen skupen projekt že? Torej, da sta združili terapevtsko delo in pa tudi risanje oziroma umetnost? Tega v bistvu še niso. So pa otroci velikrat narisali Maro, ko so šle kam na obisk, predvsem v vrtcu pa prvih razredih osnovne šole je to velik hit. A bi te pa zanimalo kaj v tej smeri?
da bi mogoče to dvoje združevala? Sem že razmišljala o tem, ampak je precej naporno biti in vodnik terapevtskega psa in voditi neko tako delo, tako da rajši greva le na obisk kam, pa je drugo posebej. Torej, poleg umetnosti se ukvarjaš tudi s športom. Kateri je trenutno tvoj najljubši šport? Trenutno najljubši je joga. V sklopu Mladinskega centra Idrija si izvedla tudi jogo in jogo s terapevtskim psom. Kako je to izgledalo? Ja, v bistvu udeleženci so ob spremstvu voditeljice joge imeli zraven tudi Maro, ki je hodila med udeleženci, jih malo spodbujala, sproščala dodatno. Tako da so bili vsi zelo navdušeni, tako Mara kot udeleženci. Mara predvsem zaradi velik čohanja in priboljškov. Udeležencem je pa tudi bilo fino, da je nekaj drugačnega. V Mladinskem centru si tudi aktivna na več področjih. Kaj si še vse delala gor? Začela sem v bistvu na izmenjavah. Sem šla najprej na eno izmenjavo že mnogo let nazaj. Potem sem pa nekako stala gor malo v hostlu, potem MC Mobil in letos še dogodki na terasi, kar mi je bilo pa zelo pri srcu. Kaj ste pa ustvarjali vse v sklopu dogodkov na terasi? Imeli smo glasbene dogodke, nekaj kot razstav likovnih, jogo s psom, imeli smo tudi karaoke, oglede filmov in pa jaz sem tudi organizirala delavnico slikanja ob vinu. Zdaj pa je čas za rubriko Mimo mikrofone. Torej, v tej rubriki boš, Lana, izvlekla iz tega lončka eno vprašanje. Tukaj postavimo vse projekte in razne funkcije na stran in se dotaknemo tebe kot osebo. Tako da ti kar predajam lonček, pa lahko izvlečeš eno vprašanje, ga prebereš in na njega odgovoriš. Boš pogledala? Katera pesem te trenutno drži pokonci? A jo imaš? Ne vem sploh, če imam neko pesem, ki me trenutno drži pokonci, sem pa v zadnjem času zelo veliko Elvisa Presleyja poslušala. Zdaj te pa vabim še enega. Evo. Če Mara ne bi bila pes, katera žival bi bila? Zdaj, če tukaj ne upoštevam vpliva, da je odraščala z mačko in se včasih vede kot mačka. Mislim, da bi bila ona kako bi temu rekla, vodni pes v smislu delfin. A ima rada vodo? Ja, ima zelo rada vodo, pa tudi delfini so taki aktivni, radi nasmejejo in mislim, da je ta karakter paše. Cute. Zdaj pa še vsak gost tukaj v bistvu pusti vprašanje za naslednjega gosta. Naš zadnji gost je bil Nikola Paunovski in je zate pustil eno vprašanje, pa če mu kar prisluhneva. Če bi lahko eno situacijo v življenju spremenil, katero in zakaj? Težko vprašanje. A jo sploh bi spremenila? Mislim, da sem tu že večkrat razmišljala, kaj bi spremenila, če bi spremenila. In mislim, da ne, ker potem ne bi bila tu, kar sem, ne bi bila tukaj zdaj. In mislim, da je moj odgovor, da ne bi nič spremenila. Super odgovor. Zdaj pa še tebe vabim, da postaviš vprašanje za našega naslednjega gosta. Ti pa ne bom povedala, kdo je. Tako da je lahko splošno. Jaz sem malo razmišljala o tem na poti sem in je bilo lih po kosilu in sem razmišljala, da bi vprašala, katere hrane nisi še poskusil in zakaj. Super, hvala. Zdaj pa še za konec. Kam si želiš, da te vse to pelje? Torej, terapevtsko delo, umetnost, prostovoljstvo. Kaj si želiš delati v prihodnosti? V prihodnosti želim še naprej delati z ljudmi, polepšati dan marsikomu še. In kam me bo to pelalo, še ne vem, upam pa, da nekam na lepo.
Okay. Lana, hvala, ker si z nami delila svojo zgodbo in hvala, ker si pripeljala tudi Maro. Hvala za povabilo. A ne, Mara? Se boš prišla pokazati? Pridi. Evo. To je bil Backstage, glas mladih brez filtra. Se gledamo naslednjič, ko iz ozadja pripeljemo nove obraze. Backstage. Backstage.